Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Ozadij letošnjega decembra. Danes gostimo dekleta, za katera bi lahko rekli, da delujejo na področju, kjer se prepletajo ples, šport, kultura in umetnost. Z nami so mažorete društva Trg Sevnica, z nami sta že Monika in Tjaša, kasneje pa se nam bo pridružila še Eva. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Nekako bi rekla, da v družbi vlada zmotno prepričanje, verjetno je zmotno, boste same povedale, ker ste z tega področja, da so mažoretke dekleta, ki spretno vihtijo palico in korakajo, ampak še zdaleč ni tako. Verjetno same temu dobro veste, da ni tako. Kaj je nekako botrovalo k temu prepričanju in kakšna je dejansko slika v resnici? Večino nastopov dejansko si ljudje predstavljajo kot dekleta, ponavadi s palicami v roki, ki korakajo na godbeno glasbo in malce vrtijo tisto palico in to je to. Dejansko pa so se skozi leta mažorete razvile v veliko več. Dejansko smo prave športnice in smo ponosne na to. Zelo veliko treniramo, kajti naša tekmovanja so res na visoki ravni, vsako leto na višji ravni. Naši plesi so zelo različni in včasih so nas takšni komentarji, da nismo športnice, da smo le plesalke v tem smislu. Zmotili kot majhnim punčkam nam velikokrat to ni bilo prijetno. Skozi leta pa nekako dobiš trdo kožo, ugotoviš, da se je nekako brez veze sekirati za takšne stvari, ignoriraš takšne stvari in čez čas ljudje dojamejo, da so se motili, da so mažorete veliko več, kot so mislili. Kakšen pa imate občutek, recimo v vašem domačem okolju, v Sevnici in v okolici Sevnice, kako vas sprejemajo, kako gledajo na vas kot na skupino deklet, ki plešete, ki ste aktivne na športnem in kulturnem področju? Od začetka je bilo precej neodobraven, bi lahko rekla. Niso razumeli, kaj mažorete sploh so. Mažorete so dokaj pozno prišle v Sevnico in ljudje s tem niso bili seznanjeni, tako kot v drugih krajih po Sloveniji, kjer imajo mažorete že daljšo tradicijo. Skozi leta pa smo z nastopi, z različnimi druženji, s tekmovanji dokazale, da smo prave športnice in ljudje so nas poznali, sedaj nas pa tudi razumejo in čisto drugače gledajo na nas. In ste verjetno ponosne na to, da je ta miselni preskok med ljudmi se nekako prijel. Ja, zelo ponosne, ja. Tjaša, ste nepogrešljiv del protokolarnih prireditev, različnih proslav, parad. Če nešteto pustimo malce ob strani, ob katerih priložnostih še nastopate, kdaj ste še nekako najbolj v ospredju? Nastopamo res vse povsod v Sloveniji in izven meja. Nastopamo na občinskih prireditvah, na občinskih praznikih z godbo in pa tudi na drugih dogodkih po vsej Sloveniji, kako na primer v Laškem na Pivu in Cvetju, na Pustem Ranju v Litiji, na Ptuju, na Škisovi tržnici v Ljubljani, na Kongresnem trgu. Vse povsod res po Sloveniji in tudi izven meja, kot na primer Makedonija, Španija, Francija, tudi Praga in vse ostale te države. Res je veliko nastopov, veliko priložnosti, tako da se probamo udeležiti čim več nastopov. Kako pa pridete do nastopov? Vas organizatorji prireditev sami poiščejo? Imate v vaši sredi morda nekoga, ki je na preži, kje bi lahko se pokazale, kje bi lahko pokazale svoje delo? Imamo organizatorja, imamo željo po novih nastopih in to ljudje vidijo in zato smo tudi povabljeni na najrazličnejše dogodke. Kako pa z mednarodnega vidika gledate na mažoretke? Lahko naredite primerjavo, poznate zlasti iz Posavja, iz Krškega, iz Radeč, pa tudi na tekmovanjih se srečujete. V tujini je pa mogoče nekakšen drugačen način tako treniranja kot tudi organizacijsko. Se vam zdi, da ste v prednosti ali ste na čem v slabšem? Kako bi ocenile to razmerje doma pa tujina? Mažorete se res zelo razlikujejo glede na državo. V Sloveniji je dejansko tradicionalno, da imamo uniformo, ki se jo sestavlja krilo, suknjič, škornji in pa klobuk.
Kasneje bomo tudi videli, ko se nam bo Eva pridružila, kakšna je naša uniforma. V tujini, naprimer v Češka, Poljska in podobno, so mažorete ponavadi v dresih, imajo daljše palice, so zelo drugačne od nas, imajo tudi popolnoma drugačen način plesa. Najbolj se pa lahko poistovetimo z balkanskimi državami, z mažoretami smo si zelo podobne, tudi one imajo uniforme podobne našim. Je pa res, da so v tujini nekateri klubi veliko večji kot naši slovenski. V Sloveniji se dejansko ukvarjamo z mažoretami prostovoljno, prostočasno, je to neka občasna dejavnost, po šoli, po službi nekateri. V tujini pa obstajajo tudi takšni klubi, ki so dejansko služba, bi lahko rekli, oziroma dejansko firma, ki zaposlujejo mažorete. Ampak od začetka, mogoče na kakšnih mednarodnih tekmovanjih, ko smo videli te mažorete, ki so res prišle v celem blišču s svojimi klubskimi avtomobili, avtobusi, s fotografi, frizerji in podobno, smo bile res šokirane, presenečene in smo si res želeli, mi bi tudi na tak način delovale. Potem pa skozi leta, ko se poglobiš v to, kako dejansko delujejo te mažorete, kako dejansko ima ena punca res samo eno priložnost, da se izkaže, če se ne izkaže tudi na najmanjšem nastopu, kjer gleda mogoče samo nekaj ljudi, ta punca ne bo nikoli več imela priložnosti nastopati, kar se pri nas ne more zgoditi. Tam dejansko tekmujejo v klubu punce med sabo, kar nekako pri nas ne bi delovalo. Mi držimo skupaj, kot skupina delujemo, skupaj delamo in mislim, da je to veliko bolj pomembno, ker imamo veliko boljši timski duh, smo dobre prijateljice in mislim, da nam nič ne manjka. Se pravi, dajete večjo pozornost ne toliko tekmovalnosti, kot pa samim medsebojnim odnosom v skupinah. Tako je. Kaj bi rekla Tjaša kot koreografinja? Pojavljajo se v različnih mažoretnih skupinah ne samo dekleta, ki vihtijo palico, ampak tudi dekleta, ki nastopajo s pompom cofi, ki imajo nastope, ki so že nekako malo navijaški. Se v Sloveniji ali pa recimo pri vas v Sevnici tudi prestavljate na ta nivo ali se držite tega svojega klasičnega klobuček, uniforma in mažoretna palica? Na začetku lahko povem, da smo začeli s pompami, torej z cofi, vendar je v mažoretni tej smeri pomembnejša palica, vrtenje palice. Mažoreta je deklet, ki ima uniformo, torej klobuk, suknjič, palico in škornje. Tako da to je naša neka tradicionalna uniforma in mislim, da se glede tega ne bo spremenilo. Imamo pa tudi nekatere drese in kakšne druge oblačila, vendar to za kakšne manjše nastope, za razne koncerte, vendar za državna, evropska prvenstva pa imamo seveda uniformo. Za občinske prireditve pa seveda tudi uniforma, saj je del protokola. Dekleta, ki šele vstopijo v vaše vrste, verjetno še ne seznanjate toliko za samo zgodovino in razvojem mažoretk. Ko ste pa že nekaj časa v društvu in ste že mažoretke nekaj let, pa verjetno poznate tudi ozadje, kako je sploh do dejavnosti mažoretk prišlo, kje se je začelo, kakšna je zgodovina, koliko dekleta dejansko v vaših sredinah, kolikor se pogovarjate, družite, tekmujete, tudi poznate samo zgodovino nastanka mažoret. Mi starejša, torej skupina senior, poznamo zgodovino mažoret, poznamo zgodovino kluba, vemo, kako majhen klub je na začetku bil, torej z 8 dekleti in kakšen velik klub je sedaj, torej, da je članic okoli 70. Mlajše punce s tem še ne seznanjamo, saj želimo, da se najprej naučijo, kaj sploh je mažoreta, kako se mažoreta obnaša, vse te dolžnosti mažoret. Potem, ko pa malo odrastejo, ko se začnejo zavedati, pa potem počasi prikažemo to zgodovino kluba. In mislim, da je to ta prava pot. No. Tjaša je že dobro iztočnico dala, ko je omenila, da se nekako usmerja, kakšna naj bi mažoreta bila. Pa me zanima, kaj kot trenerka nekako zahtevaš v narekovajih, katere vrline bi naj deklice osvojile, kako naj bi delovale navzven, katere so tiste lastnosti, ki naredijo mažoreto dobro. Mažoreta mora biti v prvi vrsti dobra po srcu,
mora biti zelo samozavestna, na dober način seveda, vedno nasmejana, prijazna, znati mora pomagati. Zelo pomembno je, da se v skupini razume z ostalimi dekleti, saj samo tako skupina deluje pravilno na nek način in lahko dosega tudi dobre rezultate, kajti če se v skupini ne bi razumele, rezultati zagotovo ne bi bili takšni, kot si želimo. Seveda pride tudi kdaj do sporov, to je normalno, med dekleti še večkrat kot med kakšnimi fanti, ampak to ponavadi zgladimo s kakšnim pogovorom, dejansko vse rešimo med sabo, no. Zelo pomembno je res, da se mažoreta zna postaviti, obleči uniformo in predstavljati sebe, tako sebe kot klub, in da je primerna za najrazličnejše nastope, tako protokolarne kot tiste bolj zabavne in prijetne. Tako, in to delate na tak način, jih tudi potem vzgajate na vaših treningih. Tako je, začnemo že z zelo malimi dekleti, vpisujemo od 4 leta naprej v naši cici skupini. Trenerji cici skupini imajo zelo pomembno nalogo, saj dejansko vzgajajo dekleta poleg vrtca in pa seveda staršev, ki so najbolj pomembni v tem obdobju otrok. Z njimi se zelo veliko ukvarjamo, jim res želimo prikazati, kakšne mažorete morajo biti, zgled pa jim dajo seveda starejše mažorete, ki jim pomagajo, ki jim kdaj pridejo tudi na trening pogledat in tega se seveda male zelo razveselijo. In tako jim še bolj spodbudimo željo, da delajo še boljše, da so še bolj pridne in da bodo nekoč postale velike mažorete, tako kot smo mi. Tudi sama sem imela k sreči možnost videti, kako izgleda trening mažoret in nekako nisem mogla mimo te misli, da nekoč bom pa vprašala katero izmed deklet, ki so v mažoretnem klubu ali društvu. Opazila sem namreč, da dekleta, ki so plesala, so v tisti svoji vnemi, da bodo gibe naredile pravilno, so si pozabile nadeti nasmešek na obraz in seveda trenerka je na to vneto opozarjala in me zanima, kako pri vas to naredite oziroma kako opominjate deklice, da na nek eleganten, počasen, nevsiljiv način si vendarle nadenejo nasmešek na obraz, kljub temu, da imajo v glavi misli, kakšne gibe je treba delati, da bodo pravilni. Torej, te osnove, kot so nasmešek, končna drža, me dekleta učimo kot cici skupina, kot mlajše punce, dekleta. Ampak kako treniramo ta nasmešek? Treniramo ga na treningih, ko imamo neko točko narejeno, spiljeno. Trenerka nekako opominja dekleta na smeh in potem tudi na treningu enostavno pač se smejimo, da imamo potem to že v neki dobri luči in pač tudi enostavno se na nastopu velikokrat smejimo, včasih pa res pride, da te misli pač odplavajo in smo na koncu kot neke limone. Ampak vseeno, potem sam nastop odtehta svoje, pa je tudi publika zadovoljna, tudi če kakšna pozabi nadeti nasmeh na obraz. Ja, se to je za ta nasmešek, se zaveda potem dekle v 2 minutah nekaj takega, da se pač ne smeji in potem se seveda smeji naprej, ne. Tako da se da vse popraviti. Tako je. Kako pa imate sicer razvrščene, kot trenerka boš ti tista prava oseba za to vprašanje, skupine glede na starost? Torej, v našem klubu imamo 4 starostne skupine. Cici, to so najmlajša dekleta, stare so od 4 pa do 10 let. Zdaj tekmujejo lahko v prvem koraku, v tem lahko tekmujejo do 10 let. V cici koraku, to je pa skupinski nastop, pa do 8 let. Potem imamo kadete, ki so do vključno 11. leta, juniori do 14. leta in pa seniori od 15. leta naprej. Zgornja meja pa pri seniorih ni določena. Kakšni so pa kriteriji, da sploh deklica pride v mažoretne vrste? Zdaj mi naredimo septembra, ko se začne šola, ko se začne tudi naša nova sezona, vpis. Razdelimo letake, kakšne plakate, zelo velikokrat naredimo tudi kakšno predstavitev na različnih šolah po naši občini.
Tako deklice, na takšen način najboljše deklice spoznajo, kaj sploh delamo, se z nami seznanijo, saj mogoče nekatere sploh ne vedo, da dejansko obstajamo. In če je deklica navdušena nad tem, če je navdušena nad plesom, nad nekimi zabavnimi uricami, ki bi jih lahko obiskovala poleg šole, jo starši pripeljejo, potem pa čez čas tako sama ugotovi, ali je iz pravega testa za mažoreto, ali pa nažalost ne, tudi takšne so. Kje pa so vaši prostori za treninge? Kje preživljate vaše skupne trenutke v duhu plesa, kulture, umetnosti? Treningi večinoma potekajo v športnem domu Sevnica, torej pri bazenu, torej v neki dvorani, kjer je dovolj velik prostor, da lahko opravljamo neke elemente s palico. Med poletjem seveda potekajo treningi tudi zunaj, na soncu, na neki drugi podlagi, da se seveda na nek način pripravimo na državno in na evropsko prvenstvo. Imamo pa potem seveda tudi team buildinge, gremo skupaj na bazene, skupaj na kakšne druge zabave, izlete, tako je. In potem nam to pač pomaga pri skupnem delu, pri plesu, pri mažoretah. Ko imate trening organiziran, kaj Monika, ti kot trenerka, kot tista, ki vodi skupino, čemu daješ največ poudarka? Je to natančnost, usklajenost, pravilnost gibov, vse skupaj? Kaj je tisto, recimo, ko bi nekako po pomembnosti lahko razvrstila? Zdaj, zelo pomembna je najprej koreografija. Mi začnemo trening tako, da se najprej usedemo okrog, se pozdravimo, pogledamo, če katera manjka, se mogoče kaj pogovorimo, potem se dodobra ogrejemo, da ne pride slučajno do kakšnih poškodb ali pa kaj takega. Potem pa za državno tekmovanje se najprej koreografija sestavlja. Ko je koreografija sestavljena, pa se začne, mi rečemo, piliti, se pravi učiti, kako pravilno izvajati vse gibe. Najpomembnejša pri mažoretah je zagotovo usklajenost, takoj za njo pa tehnika, torej gibi s palico, roli, meti, podaje in podobno. Vse to zahteva res mnogo treningov, ker je cilj, da cela skupina izgleda kot ena mažoreta, kot ena celota, in to res lahko dosežemo samo z zelo veliko vaje. Tako da je predtekmovanje kar pestro na naših treningih. Zelo pomembno pa je seveda tudi, da se v skupini razumemo, da delujemo kot ena celota, tudi duhovno bi lahko rekla, saj to prinaša dobre rezultate. No in to, kako ste povezane, kako dobro delujete kot celota, smo mi uspeli iz strani vašega društva oziroma sekcije, ki deluje v društvu Trg Sevnica kot mažorete, izbrskati in bomo sedaj gledalcem seveda pokazali, na kakšen način delujete, glede na to, da smo v pogovorni oddaji in kaj veliko vihtenja palice si ne moremo privoščiti, bomo pa zato, drage gledalke in cenjeni gledalci, samo za vas sedaj namenili nekaj minut, da si ogledate, kako sevniške mažorete iz društva Trg Sevnica pripravijo kvaliteten, zanimiv in energičen nastop. Poglejmo.
Tako smo skozi posnetek videli, kako poskušajo sevniške mažorete delovati kot celota. Namesto Monike, ki nas je zapustila, pa je sedaj Eva, ki je tudi prišla pokazati, kako izgleda njihova klasična oprava za nastope. Pozdravljena tudi ti, Eva. Dober dan. In seveda moram najprej te vprašati, glede na to, da si že 10 let mažoretka, v tem času doživite dekleta marsikaj lepega, tudi malce manj lepega. In me zanima, kako ti v tem 10-letnem obdobju, odkar si mažoretka, doživljaš te stvari, ki jih doživiš tako na tekmovanjih, kot tudi na samih treningih, v odnosih z dekleti, z ostalimi tekmovalkami iz morda drugih klubov, drugih držav. Katere so tiste izkušnje, ki so sladke, pa tudi tiste, ki so malce bolj grenkega priokusa? Ja, v bistvu, kar se tiče tujih mažoret in tudi naših drugih mažoret iz drugih klubov, se sklepajo prijateljstva, ki se potem prenašajo tudi v šolo, tudi izven mažoret. V bistvu postanemo prijateljice za življenje, tako znotraj kluba, kot tudi izven kluba. Kar se pa tiče sladkih in pa težkih trenutkov, pa je pravzaprav tako kot v življenju, pač mažorete spremljajo in solze žalosti in pa seveda tudi solze sreče. In vsi težki trenutki nam dajo neko popotnico za življenje, ker tudi življenje sestavljajo težki in pa lepi trenutki. Je pa tudi res, da lepši so vedno tisti boljši, slajši. Se mi zdi pa, da so pač pravzaprav šport spremljajo obojni in tudi obojni so potrebni za neko pravo doživljanje le tega. Potem dekleta dobivate trdo kožo največkrat na tekmovanjih. Definitivno. Katera pričakovanja se na tekmovanjih izpolnijo, katera se podrejo v nekem obdobju, kot je recimo 10 let, kolikor jih povprečno mažoreta v svoji karieri zagotovo ima, doživi oboje, kot si že sama dejala. In katere so tiste stvari, recimo, ki se ponavljajo rade v klubih, v različnih društvih, da se kot pričakovanja mogoče podrejo ali pa celo izpolnijo? Ja, eno izmed najhujših stvari je, naprimer, ko treniraš in je na treningih pravzaprav vse super, vse gre, vse palice se ulovijo. Ko si res pripravljen, 100% tudi prepričan sam vase, da to je to, letos bo uspelo, ciljamo na medaljo, oziroma pač na katerokoli mesto se cilja. In eno izmed najhujših podrtih pričakovanj je v bistvu, ko se na tekmovanju vse ne izide tako, ker mažoretna tekmovanja potekajo tako, da imamo mažorete naprimer okrog 6 minut časa, da predstavimo, kar smo počele celo leto. In če ti treniraš celo leto, potem imaš pa samo 6 minut časa, ti lahko uspe, lahko ti pa včasih tudi ne uspe. Lahko je luč narobe postavljena, lahko te zmede publika. Dosti teh dejavnikov je, ki pač vplivajo takrat na to, zato je treba v bistvu biti tudi precej psihično pripravljena na vse to. Kako pa dekleta recimo to doživljajo? Skupina recimo je sestavljena iz določenega števila deklet, mažoretk, in ena morda naredi napako, ki je potem usodna za celotno skupino. Kako to nekako prežvečite, prebolite, greste skozi, dejansko pridete do tega stanja, da ne dovolite, da bi napaka posameznice potem vplivala na celoten skupinski duh? Kot prvo, trenerji ne želimo oziroma ne pustimo dekletom, da bi se na tak način spravljale druga na drugo. Če pač nekatera da stori napako. Tako je, naprimer, da ji pade palica po tleh. So punce tako naučene, da ne odreagirajo burno, da odreagirajo pač normalno, saj ni konec sveta zaradi tega. Ena palica enostavno ne more pač odločati o kakšnih mestih, medaljih. Tako da pač so trenerji tukaj na prvem mestu, da punce tako nauči, da pač v takšnem duhu, da ne odreagirajo tako burno. Tako da to je to. Poskušate že skozi pogovor, skozi treninge jim nekako približati ta odpuščajoč način. Ja. Kateri so pa vaši dosežki v društvu Trg Sevnica, v sekciji mažoret, na katere ste najbolj ponosni? V bistvu v naši sekciji smo mažorete, delujemo v bistvu že
za nas kar nekaj let, v primerjavi z ostalimi društvi, pa niti ne tako zelo dolgo. In za naš klub so vsi naši dosežki pomembni, zaradi tega, ker smo rasli res iz nule in smo vse, kar smo zgradile same. Tudi ena izmed nas smo tu in v bistvu so nam vsi te dosežki pomembni, vsak je terjal svoje solze, tako žalosti in sreče. Eno izmed dosežkov, na katerega sem pa osebno najbolj ponosna, je pa to definitivno lansko 2. mesto, torej srebrna kolajna v kategoriji palica senior. Kako trdo ste delali za to kolajno? Zelo. Kako pogosti so recimo treningi in kako naporni? Treningi pred tekmovanjem, recimo zadnji mesec, 2 so tudi po naprimer 7-krat na teden, včasih tudi več. Treninge sestavljajo tudi vikend priprave, torej nič zabav, nič prostih petkov in sobot, temveč le trening. Treningi pa odvisno trajajo nekje od 3 do 4 ure, če je potrebno tudi več, se pa tudi včasih, če smo pridne, kakšen odpove. Kako pa gledajo na vašo dejavnost? Seveda je treba na vse treninge pripeljati dekleta, jih tudi prideti iskat. Marsikatero tekmovanje seveda ne mine, brez da bi starši šli navijati. Kakšno vlogo imajo tu mame in očetje deklet, ki plešajo pri vas? Starši seveda stojijo za nami, sploh zaradi tega, ker tisto dekle, ki želi vztrajati v mažoretah, bo tudi seveda starš stal za njo. Starši so zelo potrpežljivi, lahko jih pohvalim tudi glede mlajših skupin. Treningi so naporni, veliko jih je sploh pred tekmovanji in jih res zelo pogosto, zelo pridno vedno pač pripeljajo na treninge. Ni nobenih problemov glede tudi kakšnih izletov, pač res so zelo pridni. Seveda nam pa tudi ponudijo to psihično oziroma pomoč pred tekmovanji ali pa ko navijajo. Seveda najlepše je gledati svoje starše, kako navija in kako vrešči. Ko seveda ti primeš palico in sploh pa takrat, ko imaš okoli vratu neko medaljo in ko pač vidiš solzno mamico ali pa solznega tudi očeta, seveda je to najlepši trenutek. No in seveda, ker si sedaj omenila tudi solznega očeta, biti mažoretka je praviloma rezervirano za dekleta oziroma zelo redko kdaj je videti, sploh v slovenskem prostoru, fanta z mažoretno palico. Kako je s tem pri nas v Sloveniji, kako je v tujini, imate morda tudi pri vas kakšne interesente, ki bi želeli biti mažoretke v moški obliki? Ja, v naši mažoretni zvezi žal fantje in palica ne pašejo skupaj. Definitivno pa pašejo fantje in mažorete. V bistvu letošnje leto se mi zdi, da kar nekaj naših gledalcev je spremljalo talente, tudi fanta po imenu Tim Udovič, ki je nastopil z mažoretno palico, temveč on trenira twirling, ni pa mažoretek. Twirling je nekakšna različica mažoretnega plesa in v bistvu tam fantje so dovoljeni, v naši zvezi pač ne. Je pa res, da kadar izvajamo kakršnekoli delavnice na osnovnih šolah oziroma tudi na srednjih šolah, so fantje zelo zainteresirani in jih tudi dejansko zanima, kako se palico vrti. In moram tudi po lastnih izkušnjah reči, da nekakšno osnovno znanje tudi dokaj hitro osvojijo. V športu vsakem, kot tudi v mažoretni dejavnosti, slej ko prej, če se resno dela, če se trdo dela, pride gotovo kdaj do poškodb. In tudi pri mažoretkah ne dvomim, da kdaj pride do kakšne zdravstvene nevšečnosti. Pa me zanima, katere so tiste tegobe, ki najhitreje doletijo mažoretko pri njenem treningu, tekmovanju. Največji problem pri mažoretah so gležnji in koleno. Koleno zaradi visokega korakanja, zaradi hitrih počepov med plesom in pa tudi gležnji, saj smo v testi takrat ne razmišljamo čisto med plesom in seveda tudi pride kakšen padec, ki je usoden tudi za gleženj. Prisotni so tudi glavoboli, tudi kakšne vnete mišice, muskelfibri, vendar se to seveda vse pozdravi. Največji problem je res koleno, ki pa vsi vemo, da ko enkrat koleno zaboli, ne bo pač čez noč dobro. Tako je. To je največji problem, ja, koleno in pa gleženj. Ampak probamo to omiliti,
tako da se pred vsakim treningom ogrejemo vsaj 1 uro in potem tudi raztezanje, da ne pride do kakšnih nevšečnosti. Pa tudi prisotni so tudi Imate kakšne fizioterapeute s tako je, seboj? fizioterapeuti so prisotni. Mi imamo zelo dobrega fizioterapeuta v Sevnici, nam tudi svetuje, kakšne vaje naj delamo za raztezanje, za ogrevanje, tako da je poškodb res čedalje manj. So se vam kdaj zgodile na tekmovanju in se je zaradi tega kakšno pričakovanje sesulo v prah, da potem ni mogla formacija v taki obliki tekmovati, kot je bilo zastavljeno? Ja, je bilo tudi enih parkrat tak primer, vendar smo imeli rezervo, torej vsak pred tekmovanjem ima pač neka skupina tudi rezervno, torej rezervno punco. Če se pač zgodi kakšna nevšečnost ali pa poškodba, potem to punco oziroma rezervno damo notri v formacije in potem lahko, če punca spremlja med treningi, potem lahko tudi ta nastop zelo dobro pač uspe. Da se potem ne vidi ta Tako manko, je. ki nastane. Eva, omenila si prej Mažoretno zvezo Slovenije, ki pač po pravilih določa, da zaenkrat fantje še niso dobrodošli v narekovajih kot plesalci, kot mažorete v moški obliki. Me pa zanima, včlanjene ste v društvu Trg Sevnica Mažorete kot ena izmed 16 društev širom Slovenije v Mažoretno zvezo Slovenije in seveda je to krovna organizacija, ki nekako bdi nad vsemi vami v Sloveniji in me ob tem seveda zanima, na kakšen način vam pomagajo, kako vas podpirajo, na kaj lahko računate pri njih. Ena izmed glavnih in tudi po mojem mnenju nekako najpomembnejših stvari je, da v bistvu Mažoretna zveza Slovenije organizira državna tekmovanja, kar tudi potrebujemo, če se želimo udeležiti evropskih prvenstev. Nam pa seveda pomagajo tudi z raznim licenciranjem trenerjev. Vsi naši trenerji imajo licenco, so dejansko priznani trenerji, oziroma nekateri so tudi samo pomožni vaditelji in pa organizirajo razne tabore, izobraževanja. Naprimer, vsako leto imamo izobraževanje, kaj se dogaja novega, kakšni so stili. Podobno kot imajo recimo učitelji svoje izobraževanja, jih imamo tudi mi in ta izobraževanja pravzaprav organizira ta Mažoretna zveza Slovenije. So pa tudi pripravljeni pristopiti na pomoč ob kakšnih težavah, naprimer na tekmovanju ali pa kakšnih problemih v klubu, ki so tudi včasih prisotni. Skratka, vas podpirajo pri vašem delu z večjih segmentov. Seveda. Tjaša, kot koreografinja seveda imaš zelo pomembno vlogo v klubu, saj si tista, ki pripraviš osnovo, da potem dekleta lahko vadijo, pilijo, kot je že prej rekla Monika. In seveda je treba poskrbeti, da se pripravi in nekako začrta takšen nastop, ki bo dekletom zanimiv, da jim bo v izziv, pa da bo tudi za publiko in predvsem za sodnike takšen, da bo sočen. Kako najdeš navdih, da pripraviš koreografijo, da je res nekako zadoščena z vseh vidikov? Sprva, ko sem bila še plesalka, sem mislila, da je to zelo, zelo težko delo, vendar ko si v tej skupini noter, lahko rečem, da je to najlepši del, da si koreografinja. Navdih najdem predvsem v puncah, v dekletih, zaradi tega, ker kaže zelo pač nek lep odnos do mažoret, neko čustvenost, res so pripadne v tej neki skupini. Zato te korake oziroma nove koreografije se naredijo predvsem spontano na kakšnih treningih, med ogrevanjem. Tako da spremljam pa tudi druge plesne zvrsti, kot so balet, hip-hop, latino koraki in seveda potem to nekako preuredimo, da so nam seveda znani, da jih znamo seveda narediti, ne? In potem pride res na koncu zelo dobra točka. Mislim pa, da so punce tako željne nekega novega znanja, nekih novih korakov, da mislim, da bi se v našem klubu pač možno vse narediti glede pač korakov in novih koreografij. Do zdaj smo sodnike res prepričali s svojimi koraki, svojo energičnostjo, svojo energijo. Mislim, da bo v prihodnosti tudi tako.
Ali takrat, ko pripravljaš koreografijo, tudi razmišljaš o tem, oziroma si zavrtiš glasbo, godbe, kajti večinoma, ko ljudje pomislijo na mažorete, je njihova druga asociacija godba na pihala. Pihalni orkestri so tisti, ki večinoma spremljajo mažorete pri njihovih oziroma pri vaših nastopih. Ali takrat, ko sestavljaš koreografijo, tudi nekako jemlješ za navdih to glasbo? Godbo za tekmovanja, za nastope, za kakšne zabave ne. Godbo, to glasbo uporabljamo predvsem za kakšne občinske prireditve, dogodke, malo bolj na višji nivoju, koncerte, protokol. To svojo glasbo pa uporabljamo seveda za tekmovanje, za naš koncert, tradicionalni koncert defileja. To pa seveda uporabljamo zato, ker je ta glasba danes zelo raznolika in seveda vse od latino ritmov vse do popa, vse je pač zelo priljubljeno in pač uporabljamo to seveda za koncerte in za tekmovanja. Godbe pa se ne poslužujemo za tekmovanja, pač to pa za protokol in za te občinske praznike. In s katero godbo sodelujete v Sevnici? Imate verjetno vašega stalnega partnerja, kar se tiče glasbe, in praviloma seveda potem tudi nastopate skupaj. Sodelujemo seveda z našo domačo godbo Sevnica, ki je tudi isto modre barve, tako kot mi. Sodelovali pa smo že pravzaprav v bistvu z ogromno tudi drugimi godbami. Naprimer, skupaj smo bili na Ohridu z godbo Slovenskih železnic, nastopali smo tudi z idrijsko godbo, in pravzaprav širom Slovenije na splošno z ostalimi godbami. Tako da imate izkušnje tako iz strani tiste glasbe, ki prihaja iz zvočnikov preko radijskih valov, kot tudi tiste, ki jo ustvarjajo glasbeniki preko njihovih pljuč. Eva, v društvu Trg Sevnica delujete kot sekcija. Mažoreta imate svojo samostojno sekcijo, podobno kot imajo svojo sekcijo igralci, fotografi, tudi zgodovinska sekcija deluje v tem društvu. Ustanovljene ste bile dokaj, bom rekla, mlade ste, ne? 2003, se pravi 15 let ste letos obeležile. Pa me zanima, katere so tiste prelomnice ali pa večji dogodki ali pa mogoče katere so tiste osebe, ki so najbolj zaslužne za sam razvoj mažoretne dejavnosti pri vas v Sevnici. Če bi nekako morala strniti teh 15 let v nekaj stavkih, kako bi ta izziv sprejela in ga izvedla? Ja, v bistvu teh naših par let je bilo kar pestrih. S tem se strinjam, to tudi moram reči. Nekako mažorete so v Sevnici že od leta 2003, ampak niso bile poznane, v bistvu tudi lastni krajani občine Sevnica za mažorete niso vedeli. Takrat je v Sevnico palico prinesla gospa Nataša Ganz-Rus. Ona je bila nekako tista, ki nam je prva predstavila, kaj mažoreta sploh je, kaj to sploh pomeni, in pa je pripeljala tudi našo dolgoletno trenerko, gospodično Janjo Samec. Takrat je v bistvu celotno skupino, celoten klub štelo 8 deklet, 8 prestrašenih deklet, ki so čakale na nove ukaze trenerke. Skozi leto se je v bistvu teh 8 deklet kar razširilo. Nastala je skupina, pridružile smo se tudi mi in v bistvu začele tekmovati. Ko ste se že prej pogovarjali, prvo smo tekmovali v kategoriji pom-pom, torej scofki. To je bilo tudi leto, ko smo dobile naše prve uniforme, ki sedaj za nami nosi naša mlajša skupina junior. To je bilo v bistvu leto, ko smo dosegle prvo zlato medaljo, že takoj na prvem tekmovanju, in v bistvu še leto zatem in še par let zatem smo v bistvu v tej kategoriji osvajale zlate kolajne. Nato pa smo se odpravljali tudi naprej na evropska prvenstva, kjer smo vsako leto seveda dosegale boljše in boljše rezultate, dokler nismo dosegle 3. mesta v Franciji na evropskem prvenstvu, kar je bil ogromen dosežek. No, nato pa smo se leta 2013 pravzaprav odločile, da se na tekmovalnem podiju preizkusimo tudi v kategoriji palica. To je bilo prvo leto s palico. In takrat moram reči, da je bilo na tleh priseženo, da vsaj 50 palic, ker vsega, kar se spomnim, je samo to, da so padale. In dekleta in palice. Ampak smo takrat dosegli 4. mesto, kar je bil pravzaprav nekak izjemen dosežek. Ampak žal smo to 4. mesto dosegale še par let potem in se nas je nekako držalo, kar pa pač na to ni bil več dosežek.
No, na to smo le splezale na 3. stopničko, bile smo noro srečne, ko smo dosegle prvo medaljo v tej kategoriji. No, potem pa smo v bistvu pravzaprav prišli že do lanskega leta, ki se mi zdi, da je bilo za naš klub, predvsem za seniorsko najstarejšo skupino, eno izmed težjih let, izmed najbolj napornih, ker čez toliko in toliko časa, čez toliko razočaranj, enostavno začneš zgubljati neko vero vase, ne verjameš več vase, tako kot si sprva, ampak nam je uspelo. Dosegle smo 2. mesto, stopile smo na srebrno stopničko in tudi pravzaprav dosegle ta rezultat, za katerega smo garale in ga čakale toliko let. Tako da to bi bil nekak kratek povzetek v bistvu vsega tega v naši tekmovalni karieri. No. Ko ste se pa že prej pogovarjale, potovali smo povsod, Makedonija, Grčija, Bosna in Hercegovina, Praga, Češka, Romunija, vse v bistvu ogromno nekih drugih držav. In v bistvu mi, ki smo dosegle 2. mesto, smo se tudi letos poleti privoščili oddih v Grčiji in s tem nekako zaključile sezono. Glede na to, da ste toliko potovali po različnih potovanjih doma in v tujini, ste imeli priložnost videti tudi način dela v drugih državah. Pa me zanima, kako ti gledaš na to kot koreografinja, ali kakšna država prav posebej izstopa, imajo kakšen prav izrazit način pripravljanja koreografij, pripravljanja plesov, da se močno razlikuje od recimo nekega povprečnega? Ja. Kot koreografinja lahko rečem, da ima Češka, Poljska in vse tiste severne države res zelo različen način plesanja. Mi želimo biti zelo zategene, zelo neke samozavestne, pokončne punce seveda. One pa še to bolj nagradijo, so kot nekšne vojakinje. Imajo seveda tudi, kot je Monika prej omenila, daljše palice, večje palice, imajo drese, nimajo uniforme in tudi seveda drugačne koreografije. Bolj monotone, manj deklet je nasploh v formaciji in mislim, da se ne bi mogla privaditi na to. Mislim, da lahko jaz vztrajam kar v tej smeri, kot sem zdaj. Seveda pa lahko izpostavim tudi Hrvaško, torej Zagreb, ki ima res zelo dobre koreografije, in pa tudi Slovenijo. Vsi slovenski klubi mislim, da so vsako leto boljši, na boljšem in višjem nivoju, da lahko res pohvalim Slovensko zvezo in pa slovenske klube. Do vseh lepih rezultatov, tudi če je za njih potrebno se truditi kar nekaj let, da pridete do stopničk, pa seveda ne zgodi se to čez noč. Potrebno je veliko dela, veliko odrekanja, truda in vloženega časa in seveda mažorete morate imeti določene tako karakterne lastnosti, kot tudi fizično zmogljivost. Kaj vse mora mažoreta združevati v sebi, da je uspešna, dobra mažoreta, ki lahko sledi ciljem tako sebe, kot tudi svoje skupine? Ja, mažorete, kljub dvomov mnogih, smo športnice. Za ta šport je v bistvu pravzaprav potrebno ogromno kondicije in pa nekaj moči, ker kljub vseh plesnih valin, vseh korakov, ki jih imamo, potrebujemo tudi naš obvezen rekvizit, torej to je naša mažoretna palica. Je pa res, da smo mažorete predvsem na tekmovanjih podvržene kar določenim psihičnim pritiskom in rabiš tudi nekakšen trden uklep, sploh če si v tem športu dolgo časa, če na to tudi nadaljuješ, naprimer kot trener, kot kakšen mentor. Se mi pa zdi, da tista glavna vrlina, ki ti pomaga, da skozi vse to prebrodiš, skozi to, da dobivaš dovolj kondicije, da pregreš čez tiste solze žalosti, je pa ta ljubezen do plesa. Ker če v tem uživaš, če imaš to res rad, ne glede na to, kako hudo ti je, kako te bolijo noge, kako zakrnele mišice imaš naslednje jutro, boš čez to šel, ker to rad počneš in to je tisto glavno, kar mažoreta rabi. Ampak zgornje meje pa vendarle mažorete nimajo, čeprav večinoma, kolikor lahko spremljamo preko medijev, preko nastopov, gre za deklice iz osnovne, srednje šole, nekaj tudi študentk. Starejših generacij pa že nekako ni več videti. Pa vendar, meja navzgor ni omejena, ampak se vseeno v praksi dogaja, da so mažoretke takole v taki zanimivi, lepi, privlačni opravi, tudi ko recimo dopolnijo 30 let in več.
V našem klubu tega primera ni. Naša najstarejša članica je bila stara okoli 24-25 let. Smo pa nekaj let nazaj na državnem prvenstvu v Rušah sem res videla eno gospo, ki je imela blizu 40, pa je bila še vseeno v mažoretni uniformi. Seveda takrat sem bila stara okoli 10 let in seveda je bilo nenormalno smešno in seveda vendar zdaj, ko sem starejša in pač so mi mažorete res tisti največji cilj v življenju, kar želim delati, mislim pač, da se to lahko hitro zgodi. Pač, da boš tudi sama lahko pri 40 takole v uniformi. Vendar punce, dekleta, ki pač so nehala trenirati, še vseeno ostanejo v klubu. Postane trenerke, mentorice, spremljevalke ali pa nasploh pomagajo pri organizaciji. In tudi vse ostale dekleta, ki so zdaj opustila ples, so še kar v našem klubu in na to so najbolj ponosne, saj pač vidimo, da smo res kot neka družina in pač seveda na svetu seveda moramo pač gledati na mlade in seveda mi ta klub bomo peljali naprej, torej na mlajših nogah, to smo pa seveda mene. Krasno, lepe misli. Glede na to, da smo že prej govorili o tem, da je ta dejavnost, ta šport, ta umetnost rezervirana za ženske, pa imate morda vendarle v svoji sredi, morda z organizacijskega vidika, dejali ste, da imate fizioterapeuta dobrega, ki vam pomaga, da je poškodb čim manj. Je v smislu podpore pa vseeno nekaj moškega sveta tudi zraven? Seveda. Na kakšen način vam moški priskočijo na pomoč? Moram zelo pohvaliti naše očete, seveda, ko pripravljajo za koncert, dvorano, tudi hrano za državno in za evropsko prvenstvo, mame, tudi za pač seveda hrano, kar nam seveda v tistih trenutkih največ pomeni hrana. In pa seveda tudi naši fantje, oni so tudi zelo, imajo pozitiven odnos do mažoret. Mislim pač, da so tudi oni kar, ko bi rekla, se sprijaznili, da imamo toliko treningov in pač ne drezajo, so pač res, kako naj rečem, potrpežljivi. Tako, ja. In mislim, da je kar dobra to izkušnja za njih, za življenje. Na kaj pa recimo, če pogledamo malce v prihodnost, k čemu stremite, tako z tekmovalnega vidika kot organizacijskega, kakšni drugi izzivi oziroma želje, ki si jih želite doseči, glede na to, da ste še dokaj mlad klub, dokaj mlado društvo, katere so tiste sanje, katere bi želele dosanjati? Kar se tiče tekmovalnega vidika, je pravzaprav odvisno od generacije, od vsega. Se mi pa zdi, da smo v teh, čeprav parih letih, ogromno storile, dosegle določena čudovita mesta, posegle smo tudi po najvišjih mestih na državnem in na mednarodnem nivoju in se mi zdi, da kar se z te strani tiče, se da to samo še nadgrajevati, samo še več takih dosežkov. Se mi pa zdi, da je bolj pomembno to, da si me starejša dekleta, da želimo, da bi bilo čim več mladih, nadobudnih mažoretk, ker biti mažoreta je čudovito, ker se s tem naučiš olike, naučiš se, kako biti uglajena dama, naučiš se protokola tudi na državni ravni, naučiš se komuniciranja z ljudmi in to so stvari, ki ti res pomagajo v življenju, ki so neka prava popotnica za naprej. Naučiš se tudi predvsem in glavno timskega dela, kar je pri mažoretah najbolj pomembno, ker mažorete so timski šport, moraš delovati v timu in tudi naprej, pač tudi v službi, verjetno ne boš sam, saj sprva ne boš moral sodelovati z drugimi ljudmi in naučiš se pravzaprav, da toliko kot je močna najšibkejša punca, toliko je močna celotna skupina. Kaj bi pa ti rekla tako z vidika tako trenerskega kot koreografskega, kje so še tiste rezerve, ki jih je možno doseči, kateri so še dosežki, ki so dosegljivi, če se bo le delalo tako, kot si zastavite? Mislim, da če bomo delali s takim tempom naprej, da bomo res vztrajali pri tem, pri
nekih spoznanj, novih koreografij, nekih novih teh korakov. Mislim, da bomo prišle še više, kakor smo zdaj. Seveda najboljše naše mesto je drugo mesto, ampak mislim, da bi lahko prišle tudi na tisto najslajše prvo mesto, ampak to pa seveda potrebujemo še malo časa, saj lahko rečemo, da smo kar mlad klub in smo pač že kar veliko dosegli. Pač tako da mislim, da s takim trdim delom bomo še veliko teh uspehov dobili. Boste lahko nanizali še veliko zanimivih, lepih in uspešnih zgodb. Tako je. Tjaša in Eva, hvala lepa, da ste se odzvali vabilu in ste se udeležili današnjega pogovornega dne oziroma naše pogovorne urice, pa seveda tudi Moniki, ki nas je že zapustila, je pa tudi pomembno osvetlila določene točke iz mažoretnega sveta v Sevnici. Želim vam seveda veliko uspehov, da boste kmalu dosegli to zlato mesto, ki si ga seveda zaslužite glede na vložen čas in delo, in pa seveda vse lepo pri vašem skupnem delu. Hvala, enako. Tako smo, drage dame in cenjeni gospodje, pripeljali k koncu 1. decembrsko oddajo. Verjamem, da je bila zanimiva za vas, saj smo tokrat pokukali v svet mažoretk. Z vami bomo še vse torke do konca letošnjega leta, zato bodite še 3-krat z nami, ko vam bomo pripravili še nekaj zanimivosti, preden obrnemo nove koledarje in stopimo v leto 2019. Lep pozdrav do prihodnjega torka in lahko noč.